Fuj. A veš, kako popraviti nohte, če so pogriženi? Poglej si video tutorial, kjer ti povem vse o pogriženih nohtih in kako jih rešiti. Čau. Malo zamujam, niti ne vem koliko, 5 minut zihara, ne? Živijo Instagram, živijo Facebook. Danes bom govorila o pogriženih nohtih. Zakaj sem prišla na to idejo? Zato, ker v petek sem dobila v bistvu stranko, ki si jo niti ne želiš, ne? Oziroma sigurno, če si na začetku, te je strah. Javljam se iz otroške sobe, no, očitno. Zdaj, če si začetnica, ponavadi imaš strah pred takimi strankami, ker, ko vidiš pogrižene nohte, je kar grozna, ne? Plus, seveda, dlje časa traja, ne? Kadar ti podaljšuješ pogrižene nohte, definitivno dlje časa traja. Sploh, če potem stranka želi še francosko na pogrižene nohte, ne? Kar je še toliko težje, ne? Ker če daš kakšne bleščice ali pa kaj, je to hitro rešljivo, ne? Čim pa delaš francosko, pa moraš pa že malo več razmišljati, kaj boš dala spodja, ne? Tako da danes bom pokazala v bistvu primer iz prakse, slikala sem nohte od stranke, ter kako sem potem jaz to rešila. Na splošno, pa če sem predlagam, sploh če ste na začetku, začetnica, probajte si najdati kar takoj začeti v bistvu s težkimi modeli in to je težek primer, ne? To se pravi, pogriženi nohti so težek primer, da začnete kar s takimi, to se pravi, da prav iščete modele, ki jim boste podaljšali, zato da ti rešiš pol ta strah, ker drugače ti bo strah vedno ostal. Ker stranke, ki pridejo k nam s pogriženimi nohti, kaj pravijo? Pravijo, ja, tam v salonu so rekli, naj pustim, da mi zrastejo, pa bom pol lahko podaljšala, pol v drugem salonu so rekli, da se to pač ne da. Pač morate se zavedati, da te stranke, ki si grizejo nohte, to delajo podzavestno. Kar pomeni, da ona ne bo zdaj pa čez en mesec pa prišla nazaj, pa bo imela zdaj daljše nohte. Ne bo. To se pravi, mi smo nek njen rešitelj in moramo ji pač nuditi to podporo. Plus, kar se tiče cene, to si daš na ceniku višjo ceno, ker je pač težji, tle ni sploh delaj me. Plus se je treba zavedati, in tudi stranke seveda obrazložiti, da ko stranka pride s pogriženimi nohti, njej bodo držali nohti nekje 14 dni. Njihova nohtna plošča je pač razmočena, ker jo imajo pač skozi v ustih, in ker je razmočeno, dejansko bo pač manj časa zdržalo. Nikakor se ne pričakuje, da bodo takšni nohti obstali en mesec. Težava z elektriko, kaj ne da, samo moment. Oh my god. Nađem pa malo v temi, ali kaj? A že obstaja brezžično polnjenje? To bi jaz rabila. Čakaj. Tole lahko izklopim. Kaj sem izklopila? Tole. Tako, napište, če imate kakšne težave s podaljševanjem nohtov, pogriženih, s čim ste se, a ste jih podaljšali, jih niste, če ste jih, kakšne so bile težave. Ker tudi različna vrsta pogriženih nohtov obstaja, ne? Evo me, lights, in gremo naprej. Obstaja pač tudi, kje sem zdaj, cena. V glavnem, stranke je treba razložiti, da njene nohte, sploh oni imajo vsi kratko nohtno ploščo, kar pomeni, da ti nima zdaj neke full osnove, da boš ti to podaljšala. Posledično pomeni, da je zato ne bo tudi zdržal en mesec. In to mora stranke vse razložiti takrat, ko se usede. Ji poveš, da pač pogriženi nohti, situacija je taka, da čez 14 dni se mora ponovno oglasiti, da se naredi korekcija nohtov, ker dejstvo je, da itak bo najverjetneje odstopal, tudi zaradi tega, ker prvo ima razmočeno nohtno ploščo, drugo ima full ob nohtje, to se pravi proksimalna nohtna guba je skoraj do polovice nohtne plošče ponavadi
In to čistiti je spet misija nemogoče. Ponavadi imajo tudi pri njih vnetje obnohne kožice, scufano obnohno kožico, tako da tudi to čisto obnohno ploščo glih ne moš idealno, perfekt, vse ne bo šlo. In to je pač potrebno razložiti. In tudi reči, pa če želimo rešiti vaše nohte, če želimo odpraviti to vašo navado, potem pridite čez 14 dni ponovno na korekcijo nohtov. Ker njim tudi rastejo nohti ful hitrejš, kakor pač na normalni, pač, ne, kakor normalni. Približno 2 meseca traja, da se potem stabilizirajo. In to stranki razloži. To se pravi, pridete na 14 dni, 2 meseca, to se pravi v roku 2 mesecev 4-krat, in potem bo pa se stabiliziral. Prav je, da stranki to poveste, prav je, da stranki poveste, da bo verjetno nastopil, da je bo kakšen padel stran, mezinci in tako naprej so ponavadi to kratki, da res delaš čudeže, a ne? Tako, ok, imamo različne oblike pogriženih nohtov. Eni imajo pogriženo, ampak imajo blazinco pač lepo zravnano in ti lahko daš to šablono zraven, ne? So pa primer takšen, kot je bil pri meni v petek, da je imela pa blazinco čez prosti rob, kar pomeni, da je nohna plošča znotraj, ne, to se pravi, kaj je ena žlička, in to je pa zelo težko nastaviti šablono, a ne? Definitivno pogrižene nohte podaljšuješ šablonami. Zakaj? Prvič, če imaš tak primer, kot sem ga imela jaz, potem ti te konice ne moš gor nalimati, ker boš nalimala, mislim pač štrlela ti bo, ne boš še mogla, ker imaš to blazinco česa, ne, in no way. Plus druga stvar je, ne, nohna plošča je dolga 2-3 mm, ti lahko daš umetno konico samo maksimalno do sredine naravenega nohta, kar pomeni 1 mm, konice veste, da so daljše, sploh pač te z roboma, ne, tako da in pa imaš čist malo prostora v bistvu, da daš gor, ne, še gel, zato se pač podaljšuje z šablonami. Ali pa imaš še varianto B, o kateri bom pa malo kasneje govorila. Jaz sem rekla, da če jaz bom probala, pri tej stranki bom vsem probala šablono, drugače imaš pa še varianto B. Tako da zdaj bom samo pokazala, kakšni so bili ti nohti. Takole, ne? Mezinec se vidi, blazinca je česema, sem pa tudi strani slikala, če pogledate, koliko je ob nohtja, ne, to se pravi proksimalne nohtne gube, in tukaj pri tretjem prstu gre tudi za pornihjo, to se pravi vnetje ob nohtne, tukaj, sicer se na kameri, mislim, to, kar sem slikala, se ne vidi, ampak uživo ima vnet, a ne, evo, še tukaj je takšen. Vidite, koliko ima proksimalna nohtna guba, je skoraj do sredine. Mezinc, če pogledate, da se tukaj vidi, je ful ob nohtje. In kaj prvo narediš? Prvo narediš to, da odstraniš obnohtje. Obnohtno, proksimalno nohtno gubo, obnohtno kožico. Obnohtna kožica je tisto, kar se je oprijelo nohtne plošče, in to pri takšnih nohtih je zelo tukaj bom zdaj označila, da ste videli z rdečo, do kje je, zaprav tle je skoraj do polovice, tle je 1/3, tle je kar takole, a vidite to rdeče, ne, tle pri mezincu je skoraj do polovice je skoraj, ne, se pravi ta del, tole vse obnohtne. To se pravi, kaj naredimo najprej? Najprej moramo z mehčalcem obnohtne kožice namazati, potem potisnemo to nazaj, oziroma to, da se dvigne stran od
nohtne plošče. Ne smemo preveč potiskati nazaj, ampak fora je, da mi sčistimo obnohno ploščo. Ne? To se pravi, mi to pač potisnemo nazaj, kar posledično pomeni, da se bo dvignila ta proksimalna nohtna guba, obnohna kožica. Ful paziti. Jaz sem potem uporabila tudi, poleg tega potiskavca, sem uporabila tudi tak čist majčken nastavek na električni pilici, zato da sem lažje prišla pri mezincu na te stranice. Da sem lahko res očistila nohtno ploščo, ker s pilico je ful težko, v bistvu skoraj nemogoče, da prideš na te kote ob straneh. Ti pa se moraš res potruditi, da imaš to nohtno ploščo čisto, da nimaš gor nobene obnohne kožice. Ker pol seveda en razlog več, da material odstopa. Torej, prvi korak je res previdno in natančno odstraniti čim bolj, odstraniti obnohno kožico, to se pravi proksimalno nohtno gubo. V takem primeru jaz pač nisem pristaš, da se to reže, nisem pristaš ruske manikere. V tem primeru definitivno pač moraš obrezati, ti pač tekočina ne bo toliko stopila, skeratinizirala obnohtno kožico, tako da pač moraš obrezati. Moraš obrezati čim bolj čim bolj, no. Jaz nikoli ne grem čist do konca, ker nočem stranke poškodovati, zato obrežem tako, da imam čisto nohtno ploščo, ne grem pa v nulo, pač ne grem v to rusko manikero. Enkrat sem že govorila, zakaj se ne strinjam z rusko manikero, ampak ok, danes ni tema o tem. To se pravi, to je bil zdaj prvi korak. Prvi korak je, da res očistiš nohtno ploščo. Ker če tega ne boš naredila, ji bo pač odstopala. Okay. Zdaj sem še slikala nohte iz strani. A vidite, koliko ima ona te obnohne kožice. Tudi nohtma poškodovana, ne? In zdaj se tudi vidi ta blazinca, kako je čez. Če tako obrneš, vidiš, da je blazinca, da leži v bistvu nohtna plošča znotraj te blazinca, kar je v bistvu, to je najtežje ti podaljšati. Lažje bi bilo, če ima ona to naravnost, ker pač pride zraven, drugače imaš pa težave. Torej, v tem primeru, tukaj itak konice nimaš kaj, krajšati ali ne vem kaj. Definitivno smo rekli, odstranimo obnohtno, čim boljš, čim lepš. Se pravi, tle imamo tale del. In pogledaš še tukaj, pa tukaj, to se pravi, zdaj sem pobarvan, tako da boste videli, koliko je tega za odstraniti. Jaz s potiskavcem dostakrat rečem, da moraš v bistvu čutiti to kožico, obnohno kožico, niti je ne vidiš, ker to gre za prozorno obnohno kožico. Obnohno kožico imamo z namenom, ona ščiti korenino nohta in ti, ko to pač odstranjuješ, čutiš, da se zatika in moraš res paziti, da je nohtna plošča čista. Se vidi. Okay. A vidite, kako ful, ne? V bistvu se na Facebooku se lepši vidi, kako je tukaj. Ok. V redu, to se pravi, zdaj to smo uredile. Pa še iz strani. Tukaj sem malo slab slikala, ker nisem... A vidite, ne? Tako, to sem slikala zato, da se vidi. Da se vidi. Ne vem, a se da tukaj sliko dodati gor. Ok, ne bom zdaj eksperimentirala. Ok.
V glavnem, hotela sem samo to pokazati, kako je v bistvu znotraj blazinice leži ta noht. Ok, to se pravi, rešuješ to šablonami. Šablono moš pravilno obrezati, ker drugače je itak ne boš spravila zraven. Jaz sem uporabila v elitnem masterclass tečaju, smo se že učili, kakšne vrste šablon poznamo, ker smo že tam. Prijavite se, še do petka potekajo prijave, ker v ponedeljek se pa pač začne nov program, to se pravi, se odprejo vrata in hkrati tudi zaprejo za elitni masterclass tečaj. No in tam sem govorila o različnih vrstah šablon, imaš pač ožje, širše, kvadratne in tako naprej, tako da jaz sem se odločila, ker pač jih imam na voljo, različne vrste, drugače bi mogla obrezati šablono. Oblikovati šablono, sem se odločila, da bom uporabila širšo in je pač ustrezala. Ampak še vedno sem jo pa morala obrezati. Morala sem obrezati pri točki rasti. Torej, jaz jo dam čisto zraven in potem si označim pri nohtu, ko je šablona, točko rasti si označim na šabloni. To se pravi, nisem še nič nalepila, ampak samo označila sem si na šabloni, si naredim tako črte in potem to obrežem. To obrežem po strani dol. Zato bom zdaj sam pokažem. Zakaj obrežem? Zato, ker želim čim bolj zožati, seveda. Potem noht, ki ga podaljšujem, pa zato, da sploh pridem zraven. Ker če jaz tega ne bi obrezala, ne moreš šablone potisniti zraven zaradi takšne oblike nohta. To se pravi, takole obrežem, pod kotom 45 od točke rasti. Tako. Ko globoko je tale črta, zapravo, ko globoka je tale črta, to zapravo, koliko centi obrežem je to, koliko je debelina prsta, zato da lahko potem tukaj spodaj pod nohtom, jaz lahko stisnem šablono in hkrati jo potem tukaj na tem delu jo zožem zaradi tega, da mi ne sloni na temle prstu tukaj gor, ker če mi bo tukaj slonela, pač bom dobila debelino, plus ne bom mogla podaljšati od naravnega nohta naprej. Zato je pomembno, da to obrežemo. Ok, ko smo to naredili, smo že na konju. Definitivno jaz šablone sproti dajem gor, to se pravi, jaz namestim eno šablono, pa potem eno šablono namestim in dam že gel gor in valučko, delam drugo roko, pač recimo mezinc, namestim, dam valučko in tako. In potem že tam delam stresno točko, toliko, da končam čim hitrejš prvi noht. Ok, potem pa, kaj imamo še? Še ena, kakor težava, je pa bila ta, da stranka je želela še francosko konico. Kaj pomeni to? Ti ne moreš delati francoske s prozornim gelom na takšnem nohtu, Zakaj ne? Zato, ker, kaj, mislim, lahko bi, ampak, kaj bi zdaj, verjetno ne glih, pa bom zdaj kar belo, cak, belo, pač bela. Ja. Ajde, bomo vijolično. Razveljavi. Mislim, a veste, kakšno mora biti razmerje? V bistvu je zelo pomembno, da veš, kakšno je razmerje. Razmerje med rdeča bo. Razmerje bele in pa razmerje nohta. Pravilno razmerje.
ti, ki delaš French, moraš vedeti, kakšno je pravilno razmerje, moraš stranki tudi razložiti, to se pravi, ko se ona usede, in moraš vse razložiti. Ti moraš razložiti, da najverjetneje bo to samo 14 dni, oziroma da itak priporočaš, da pride čez 14 dni, ker čim mi bo kaj odstopal, bo ona si te zgrizla dol. Kar verjetno ni pa bo odstopal, zato ker ima to kožice in pa ker ima razmočeno nohno ploščo. To ji razložiš. Potem mi razložiš, če ona hoče French, moraš razložiti, da ti boš mogla uporabiti nek make-up, kamuflažni gel, zato da boš ti skrila to grdo nohno ploščo, ki jo ima pogriženo in nepravilno in poškodovan noht. In kaj se bo zgodilo? Zdaj, če ti tega ne bi uporabila in bi imela samo prozoren gel, bi dobila takšen noht. Plus moraš vedeti, da niso vsi nohti bili enaki. In nikoli, še to moram povedati, Ok, najprej bom, kaj bi dobila? Ti bi dobila pa takšen noht. To glih ni lepo, kaj ne da. Sploh, če je še pol bela, konica, ki še bolj poudari. To se pravi, ti nikoli tega ne podaljšaš na tale način, da bi s prozornim gelom pa potem šla še delati French, ampak se moraš ti znajdati, in moraš celo nohno ploščo. Zdaj, če imaš prozoren gel, pa nimaš drugega, to se pravi, če nimaš ti obarvanega gela, boš s prozornim podaljšala, in potem boš naredila tako, kot sem jaz. Jaz imela sem, ampak jaz sem se odločila, če bom s prozornim, bom podaljšala. Moraš pa vedeti to takoj, ko delaš. Ni časa pol čez 2 uri, ko si že na pol poti. Ti moraš vedeti takrat, ko si jo dobila, vmes, ko ti rešuješ ob nohno kožico, ti sam študiraš. Ti študiraš, kaj imaš, pa kako boš to rešila. Zato je pomembno, da ti ona na začetku pove, kaj bi rada imela. Tako da, zdaj, če imamo kamuflažni gel, to se pravi obarvan gel, potem super, namesto tega prozornega, ti stresno točko in pa noh zgradiš pa s tem obarvanim in nimaš nobenih težav, French narišeš z belo in je. Ok. Če pa ti nimaš tega kamuflažnega gela in imaš na voljo samo, neke takšne prozorne, nežno rozaste, kar veš, da itak se bo videla spodaj njena nohna plošča, kar pa to ni ok, ni lepo to. Boš pa v takem primeru potem uporabila neko permanentno barvo, to se pravi permanentni lak, gel barvo, neko nežno, ki gre z njenim tonom kože na roki. To se pravi, lahko je to bolj tak na rozasto, lahko je pa bolj na rjavo, odvisno kakšno barvo kože ima. Ti probaš in vidiš, v bistvu mora izgledati, da nima nič, tako na to varianto, ne sme biti nekega ful odstopanja, ker pol je seveda odvisen, kaj si stranka želi, ampak zdaj, če gremo v povprečju, ne sme to neko biti odstopanje, mora biti tako, da gre z barvo kože. In pobarva cel noht. Ponavadi rabiš 2 plasti permanentnega laka, recimo, in potem pobarvaš cel noht in na to narediš francosko. Potem pa narediš francosko in ker si ti uporabila, dobro, ni glih lepa, ampak ok, ker si ti uporabila ker si ti uporabila zdaj ta kamuflažen gel oziroma pobarvala nohno ploščo, se pa ti lahko igraš za širino potem francoske, in potem si ti lahko narediš, ni lepa, ne me zdaj to tle, ocenjevati, ok, sam hočem pokazati, ker tukaj ne moramo brisati s čopičem, linije. V glavnem, zdaj si pa ti lahko ta del se pa igraš, lahko je ful tanek, najboljše, da je ful tanjša ta francoska, ker se jim optično malo še podaljšaš nohte, igraš se pač, ne pa delati ful široke, tako kot smo prej videli, tis pa ne gre. Ok. Za koliko lahko mi podaljšamo nohte, to je tudi zelo pomembno, ker obstajajo pravila,
neverjetno, ampak ja, obstajajo pravila. In sicer stranka si ne more zmišljati, kakšne nohte bo imela, ti si tam zato, da ji svetuješ. Ponavadi vedno sicer stranko vprašaš, zakaj si ona zdaj želi podaljšanih nohtov. Zdaj, če ima maturanca naslednji dan, in pač lahko podaljšaš v dolžino, ki si želi, drugače pa ne. Če mi rešujemo stranko in če si stranka pač, da je njen cilj, da pride do njenih naravnih nohtov enkrat, potem in ti ne smeš podaljšati v nedogled, ampak je ti dejansko lahko podaljšaš samo, katera ve, naj napiše, najden svinčnik. In ti podaljšaš lahko samo v razmerju 1:1. Nikakor ti ne smeš stisnite kakšen like, srček, pa to, če vam kaj pomagam s temi informacijami, bom zelo vesela. Moj cilj je, da pomagam vsak dan vsaj 10, tako da 10, dajte mi jih klikam tlele, pa tlele tudi, da vidim, da si jaz tam pozelenim moj plan ciljev, da sem pomagala vsaj 10 ljudem. Zakaj ne smemo mi podaljšati več kot 1:1? Že v bistvu 1:1 je na meji. Dejansko je prav, da bi tole podaljšala samo za 80% od nohne plošče. Se pravi, imamo pač, to je nohna plošča, to je veličina in potem 80% nohne plošče do tukaj. To je za stabilnost nohta najboljš. Zakaj ne smemo podaljšati, ne vem, v 5krat daljše? Že slika ti veliko pove, ne? Kaj se bo zgodilo? Če mi takole podaljšamo, pa da tole zdaj pustimo. Če mi podaljšamo, ne vem, to je zdaj za 3krat, za dolžino za 3krat. Kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo to, da bo tukaj začel gel odstopati. Ker vse, kar delamo, skozi prihaja do trenja, do vibracij in tako naprej in se potem dviga. A ne? Super, hvala. In se tukaj začne dvigati in ti lahko tudi trajno uničaš nohte. Zato je pač tu treba stranki razložiti. Ti si strokovnjak na tem področju. Ona ne ve, ona vidi sam YouTube, ki jih podaljšujejo v 10 centi dolge nohte, pa vidi na Instagramu lepe nohte. Ona pa hoče imeti tako, kot je na Instagramu, ne zaveda pa se, kaj ona ima, kakšna predispozicija. To je tako, kot gradiš hišo. Zdaj ti moraš imeti temelje, zdaj, če nimaš temeljev, ne moreš tudi streha zgraditi, kar pomeni, da tudi, če ona nima zdaj nohta, sorry, palača pa glih ne more biti na tem enem stebru, če zdaj parafraziramo. Tako da ti si tam zato, da stranko podučiš, zakaj ne in zakaj ja in kaj lahko in kaj ne more. Pa bo rekla, ja, pa ona tam to dela. Ja, pa ne ona tam to dela, ampak pač, ne vem, sitek se vsak odloči, kako bo pač delo, jaz hočem vedno delati v dobrobit stranki, jaz hočem, da stranka čim hitrejš pride do svojega naravnega nohta, ker je tudi potem meni lažje zadelati, in nikoli se ne pusti sprovocirati, ja, ona tam pa dela, ona naj tam dela, ampak prej slej bo prišla na slab sloves, ti pa si tega ne želiš. Verjete, ne? Pač. Ok, to smo. Sej, ko to hitro govorim, se če kaj pozabam, vmes kaj zaključati, mi kar napište, če sem šla naprej pa nazaj pa tako, ne? Ker jaz nimam scenarija, pa da si prej rečem, kaj bom vse povedala, pa da se naučim, ne? Pri meni gre vse go with the flow. Ok, prej sem pa na začetku govorila, kako bi pa lahko mi podaljšali noht še na drugačen način. Ker predvsem mogoče, na začetku imaš težave, imaš težave že itak, že če je normalen noht, imaš težave z postavljanjem šablon gor,
kaj šele, če imaš pa pol pogrižene, pa še da ima blazinco čez, ne? Tako da to čisto razumem, vem. Zato sem tudi rekla, najte si modele, ki imajo pogrižene nohte in njih hvate in boste ta strah dali stran. Vse se da rešiti. A ja, no, mogoče, da še sam pokažem rezultat. Da sem naredila nohte, ne, sem jih. Tako, jaz sem uporabila v bistvu permanenten lak, take kožne barve, v bistvu tako skoraj, kakor je njena polt, pa potem se je zaželela modro francosko. In do blazinice, ne. Ok, tako da sem podaljšala, ne, da sem govorim, ampak ja, sem. Ok, druga varianta bi pa bila, če ti pač ne gre z šablonami, imaš pa drugo možnost in sicer, pač ja, vse velja isto si ti prepraviš nohte, daš kožico nazaj, odstraniš in tako naprej, potem pa imaš varianto, da kar vse vemo, ne, primer, bonder, no, o tem nisem govorila, ker pač to mislim, da veste, ne, zmatiraš nohte, ok. Potem pa daš material, gel ali akril, poligel, karkoli že delate, direktno gor takole na kožo. Recimo, tako tudi modeliraš, ko imaš nohte polomljene na nogah, to se pravi, ne vem, tisti, ki teče, pa nimajo potem nohtov, tako ga zmodeliraš. Pač ga daš direktno gor na kožo, seveda, mislim, definitivno, če zdaj izberamo, kaj je bolj šablona, ali to je pač sploh ko smo gledali, ne, ko sem govorila o alergijah, definitivno je bolj, da daš na šablono, ampak če drugače ne gre, pač narediš tako. Potem to daš pač tanko plast materijala v lučko, ne, potem to se pač strdi in potem ti lahko, zdaj, če bi ona še zmeri želela še malo daljšo od tega, še zmeri ti lahko, zdaj, ko imaš ta gel že strjen, ne, lahko tole dvigne stran od kože, od pač blazinice, ne, in ko si ti to dvigala, boš lahko spodaj dala šablono in potem naprej še podaljšala, ne. Načeloma jih niti to ne, da bi jih zdaj kaj ekstra pekala ali pa kakorkoli bolel, njih niti ne, zato ker imajo oni tako to v živo pojedeno in nimajo več teh senzibilnosti na prstih, tako kot pač tisti, ki si ne grizemo nohtov, ne. Tako da ja, pač imaš še to varianto. Tako da jaz, če mi ne bi drugače šlo, bi pač uporabila ta plan B. Če ne bi mogla teh šablon dati, včasih se jih res pač je nemogoče, je res ful v globino in ti, če daš šablono, ti lahko pa šablona takole gor stoji, ne. Tako da bi potem uporabila to metodo, da bi takole namazala gel, dala lučko iz lučke ven in če bi še želela dolžino, bi potem tole pač dvigala, ker lepo gre stran. Je pa res, da pri tej stranki je ona imela še ful potne roke. Tako da v tem primeru jaz še svetujem, ker pa se ti zna zgoditi, da ti šablona seveda se ne prime, ne, na takšne prste. Ti potem svetujem, da uporabiš tale puder v prahu in ga pač daš malo po prstu, pač sam paziš, da ne greš na nohno ploščo, ampak da sam po prstu malo potapkaš, no, zato da ti bo gor stal, ker drugače boš imela pa še dodatne težave. Tako da to je the worst scenario, ki se ti lahko zgodi, ne vem, ne spomnim se, da imaš lahko še kakšen težje nohte. Evo, to je to, mislim, da sem povedala vse. Tiste, ki se želite naučiti še več, pridružite se elitne masterclass tečaju, imamo mesečno pa letno članarino, mesečna je 67 €, letna je 697 €, tam dobiš še bonuse, individualno svetovanje, material, geliš dip, naučiš se vse in še več. Zdaj ravno v ponedeljek je prišel modul z mindsetom, ne vem, mislim, da sem 10 videov posnela. Vsak teden je seveda nov modul, naučimo se pa vse. Od geliš dipa, gela, akrila in tako naprej, vse in še več.
cilj je, da ste pripravljene po enem letu, ker traje 1 leto, da ste pripravljene, že vmes seveda ste pripravljene, da že kaj naredite, ne, ampak ok, na koncu lahko odprete svoj salon in ste samozavestne pri svojem delu, ker govorimo tudi o zakonodaji, govorimo o postavitvi cen, marketingu in tako naprej. V glavnem imaš vse odlične temelje za postavitev palače. Evo, to je moj zaključek današnjega dne. Še kakšen like, please, moram fehtati, 10 ljudem moram pomagati, tako da če sem vam pomagala, stisnite like, srček, kakorkoli, neki, sam ne unga, da si jezen, no, to ne. Pa lahko tudi seveda šerate, spodaj je gumb share in saj na Facebooku, tle mislim, da ne moreš, oziroma lahko v inbox, če mislite, da kdo to potrebuje. Ja, evo, to je to. Če imate kakšno dodatno vprašanje, če imate kakršnokoli težavo, mi napište, ker, kaj je danes, nimam pojma, sreda, ker v petek se še enkrat javim v Ask Nina, epizodi 4, mislim, da bo že z novo temo, ki trenutno še ne vem, kaj bo, ker, kot sem že rekla, go with the flow. Tako da ja, evo, imejte se lepo, pa se vidimo, čau!